smo morali čakati v Ankari na iranski vizum. Pa ne samo na vizum, ampak tudi na to, da se slovenska ambasada odpre, ker smo potrebovali potrdilo o neoporečnosti, nekakšni priporočilo od naše ambasade. Smo prišli pa seveda v petek, takrat je naša ambasada bila že zaprta in potem smo morali čakati do ponedeljka in takrat smo spet izvedeli, da je treba še skoraj cel teden čakati na iranski vizum, tako da smo potem potne liste pustili tam, pa šli dol na obalo v Mersin, pa še malo tam naokrog. Ker prijetno, nič takega strahotnega. Kakšne športe vodne, surfanje? Nič kaj posebnega ni bilo tam. Kaj pa kaj od morskega sveta se da kaj Največ takih športov je v Kušadasiju, pa blizu Efeza, pa okrog Kaša. Tam v Mersinu pa ni bilo kaj prav posebnega pravzaprav. Nič posebnega? No, mislim v teh vodnih športov. Bile so pa kraške jame, pa še kaj drugega. Tudi kraške jame se najdejo v Turčiji? Ampak tako, bolj kičaste kot pri nas. Vsak kapnik z drugo barvo, osvetljen, eden plav, eden rdeč in tako naprej. Mogoče še nekaj takega, po čemer ste si zapomnili Turčijo za vselej. Kdo reče Turčija, kaj vam takrat najprej ostane v glavi? Turčija je ogromna. Po čem bi simboli, recimo, Turčije? Tako velika skoraj kot Zahodna Evropa, tako da je ogromno takih stvari. Kot prvo si zapomniš te ljudi. Kot drugo, ena od najbolj zanimivih stvari je meni tale Kapadokija pač. Potem Pamukkale so že različne stadije, ne vem, če ste kaj slišala, v Pamukkalah so ene take iz belega apnenca, kot kotanje. Džakuzi je spravil. Kaj kot naravne toplice ali kako to zgleda? Ja, vroča mineralna voda teče po njih. Če si dovolj hrabar, potopiš glavo in odpreš oči in potem se ti na zrklu začnejo delati mehurčki, kar je zelo nenavaden občutek. To bi bilo treba posneti, ne? Turki so tu znani po svoji gostoljubnosti, pa oni imajo zelo, zelo obilne obroke, kar se tiče prehrane. Kuhna je bila nam vsem zelo všeč. Predvsem oni kuhajo na podoben način kot Makedonci, na primer. Tako da eno stvar čmarijo ne vem koliko ur. Pa vse na bazi raznih buč, potem paradižnika, krompirja in tako dalje. Potem turško, tukaj pa ena od naših dela, keramični izdelek, pa bolj naj bi pomagal, v glavnem bolj zafrkava kot kaj drugega. Čakaj, kaj smo ostali? Pri hrani smo ostali, ja. Skratka, to so taka hrana, ki je čisto na drugačen način napravljena, kot smo pa mi zadnje čase navajeni. In potem, ko priješ v trgovino, to imaš 20, 30, 40 vrst že pripravljene hrane, ki jo tam samo izbiraš, niti ne pretirano pikantno. Najbolj znana jed v Turčiji, domača? Jed? Kebab? Ja, celo ogromno ljudi, ampak nobene, da bi ti vedel zdaj reči, tole je zdaj tisto. Recimo v Istanbulu je znamenit puding, ker v 60-ih, 70-ih letih so tam se hipiji ustavljali na poti v Indijo, pa tudi še v 80-ih, in je tam en puding shop, trgovina pudinga. In to so pudingi napravljeni iz fižola, krompirja, iz česarkoli si moraš zamisliti. Zanimivi, ne bom rekel, da so vsi ravno fantastično dobri, ampak zanimivi. Potem tiste, no tole recimo turški kruh, 1,5 metra dolg, oziroma včasih skoraj 2 metra. Tega smo dobili pač kot skupina brezplačno, ker smo vsi vzeli večerjo tam, že tista ni bila posebno razkošna, ampak kot rečeno, vedno dobiš kakšne take dodatke. Dodatke. Kaj so pa to? So pa že izdelki, ne? Tole je pa različna stojala, tale je zato, da drži posodo, potem so majčkeno drugačna stojala zato, da držijo koran. Korani so ponavadi te, ki so malo bolj imenitni. Kot je Biblija, ne? Sveta knjiga v bistvu. Ja, sveta knjiga. To so direktne božje besede, ki jih je Mohamed na gori Hira zapisoval in potem štartal s tem islamom. Ja, torej koran, ja, sveda, čim se tisti koran kaj šteje, mora biti tako, kot se spodobi. Se pravi, pisan v stari pisavi, ki jo večina danes niti ne zna več brati, ker ta turška pisava, oziroma arabska, ima ne vem koliko različic. In tista, ki jo danes uporabljajo, je nekoč imela več oblik, ki so tako umetelne, da jih je že prav, tudi če znaš to pisavo, je težko prebrati potem. Kaj pa žuriranje? Zdaj vidimo tlele turško muziko in pa ples. Ena od najboljših je bila, ko smo šli na tako, tole je disko, to je nič posebnega. Tudi barve so malo čudne, ker je pa spet bila svetloba tako slaba, da sem z infrardečo snemal. Sicer pa je bilo bolj zanimivo, ko smo šli v turško takole zabavni prostor. Tam imajo pa eno samo pevalko vsak večer in tista pač poje in to je to, nič drugega se ne dogaja. Ampak seveda naša vročekrvna dekleta so takoj sama začela plesati, na kar je tista njihova pevačica čisto izgubila ves ugled, ki ga je prej imela. Tako da je bila prav užaljena, ni hotela več pet, pa na vse zadnje. To zaradi tega, ker ste pač pristopali
mogoče na način, kaj imajo? Ja, sami smo šli plesati, ker tisti Turki pač v glavnem sedijo in upijajo in kadijo in vriskajo in tako naprej, pa zelo malo drugega ponavadi. Uživajo v pogledu na tisto lepotico, ki pa mora imeti malo pri sebi, ti si čisto presuha za njih. Moraš biti konkretna ženska. Zdaj sem mogla malo porediti, potem da lahko pomigam z boki. Dvakrat toliko bi te morali biti skupaj najmanj, mora se videti, kako se kaj trese. No in naše so pa seveda šle plesati gor, mi seveda tudi, potem so pa še Turki sami, pa so pa malo sitni so postali celo, dva sta bila prav tečna, tako da smo morali kar malo se ohladiti. Kontrolirati celotno situacijo. Ja, fino, mislim, da smo izvedela kar največ, kar se da izvedeti v tako kratkem času v Turčiji, pa da smo tudi gledalcem, da smo jim pravzaprav predstavili Turčijo, vsi trije skupaj. Enkrat, ko bomo šli v Indijo, bomo pa še do konca povedali tisto zgodbo o kombiju. Ko bomo govorili o Indiji, bomo pa o kombiju do konca povedali. Hvala lepa, Janin, za obisk. Hvala tebi, vama. Hvala. Tako, zdaj pa se bova midva čez par trenutkov vrnila, tako da ostanite z nami, na vrsti bo bonbon.